Danes se nismo pogovarjali o protestu, pogovarjali smo se o rešitvah. Ja, pa bo stavka. Ste zadovoljni z rešitvami? O tem se bomo govorili na seji glavnega odbora. Kdaj pa bo to, kdaj bo predstavljeno? V 48 urah bo se izvedeli vse. Se pravi, stavka je še vedno v zraku? Tudi rešitve so v zraku, vse je v zraku, tudi kisik. Kakšne rešitve ste govorili? Ključni dogovor. Jaz sem bil s celim sestankom zelo zadovoljen. Mislim, da je bil konstruktiven. Tu ni bil na tem razgovoru samo sindikat zobozdravnikov, bili so predstavniki še zdravniškega društva, stomatološke sekcije, predstavniki javnega zdravstva, tako da je bil en širok krog udeležencev, ki delajo na področju zobozdravstva. Ključni dogovor je bil, da smo imenovali komisijo, ki bo 17. oktobra pričela s delom na pripravi normativov in standardov v slovenskem zobozdravstvu, ki bo osnova za neko jasno ločitev, kaj je tisto, kar plačamo iz javnih sredstev, kar plačamo iz sredstev prostovoljnega zavarovanja in kar mora zavarovanec poravnati sam. Mi smo se postavili na ta stališče, da se te normativi čim prej pripravijo, da bi bilo vsakemu zavarovancu jasno, kakšna je njegova pravica, kaj mu pokrijejo javna sredstva in kaj mora plačati sam. V katerih točkah ste pripravljeni popustiti zobozdravnikom? Nismo se nič pogovarjali o popuščanju, ker ni bilo nobenega dogovora o tem, šlo je za strikten dogovor reševanja nekaterih odprtih vprašanj, ki so jih zobozdravniki danes odprti. Ja, pa lahko kaj bolj konkreten da poveste? Jaz sem dosti konkretno povedal in mislim, da je to ključni dogovor, da bomo do konca leta pripravili te normative za jasen dogovor za leto 2010. To je za mene izhodišče, ali bojo stavkali zobozdravniki ali ne, na to je pa odločitev sindikata in predsednica vam je povedala, da bojo se odločili v 48 urah.